Osmi dan potovanja. Jutro se prebuja nad Turčijo in lepim hotelom. Doživetja nas čakajo. Konec zajtrka. Sonce je že visoko. Ura je 6:30. Mesto se prebuja, kot sem že prej rekel. Potujemo iz Adajmana v nove podvige. Kaj vse nas čaka danes? Oskar je rekel, da bo danes najlepši dan. Če ne bi bili okoli nas eni sami, pogledajte, neskončne poljane, rodovitne poljane. Večinoma zdaj raste tobak, vidite, tobak poznate, ne, mogoče smo ustavili, pa ga bomo malo pogledali. In pa tudi druge, boste videli kasneje, druge tukaj v tej jugovzhodni Turčiji je raj za pistacije. Smo na prvi jutranji kavi, večinoma izberemo jabolčne čaje. Tukaj je pa veličastna pregrada na Tigrisu, zajezitev Atatürkov jez, bilo zgrajeno v 80. letih. Tukaj pravi Oskar, da je 8 turbin po 300 MW, to je kar nekaj. Lep pogled iz te točke, tukaj pa pač biološki minimum šibajo naprej. In z vsako zajezitvijo je Tigrisa manj in so problemi pol celo na mednarodnem nivoju. Evfrat. Nekoč je bila to mogočna reka, zdaj je zajezena in ujeta, da bo služila človeku za električno energijo in tudi napajanje polj. V Siriji. Pistačja vera, evo kako ima velike liste. In pri pistacijah je zelo pomembno. Ja, Iran, Turska. Velika, nepregledna polja bombaža. Evo, kako je lep. Zdaj ga obirajo. Imajo rokavice, rekel Oskar, krvavo delo, ker ima gori tudi te igelce. Mlajši fant s telefonom. Bu böyle aile olarak mı çalışıyorsun? Biz de öyleyiz. Böyle kaç günde burası biter? Vallahi Allah şimdi şeye bağlı. Z nami je tudi Çalışmaya bağlı. Hele bayağı Turkinja, gelmedin yani diyelim. koreografinja plesna. Neskončne Urfa, soseske, Šanli Urfa. na Šiško, ki so odrasle vse v zadnjih letih. Po mojem 3/4 stanovanje še praznih, čaka, da se bo napolnilo, ampak se bo. Ja, zato ker so par kamnov na kupu. Zato je zgodba toliko pomembnejša, pa pomen. In ja, močnejša, ko je zgodba, manj rabimo dejstev. Manj šibkejša, ko je zgodba, bolj rabimo imeti nekaj v pojavnem svetu. Zato, če že gremo pogledati to, če bi sam prišli tja, recimo tako, da ne bi več vedeli, zakaj gre. Bi bil tam nekam, da bi poslikali pa rekli, aha, gremo dalje. Tako pa lahko to arheološko nahajališče skupaj je zgodba. Zato vidite, ko jaz vedno govorim, ja, eno je dejstvo, se pravi fizika, topos, ampak zgodba je pa tista, ki skupaj topos in logos ustvarja možnost človeku. Tukaj je razlika med človekom in živali, ne? Živali lahko začutijo topos, mi pa lahko, verjetno danes je petek, ne da? In imamo verjetno turške skupine pretežno, ki hodijo v jugovzhodno Turčijo, teda petek, sobota, nedelja. Tako da bo gneča, tako da bo na pravem kraju čuda obiska Turkov večinoma, ne? Z avti in z avtobusom. Spominko, kolikor hočeš, razno raznih
bolj izvirnih in manj izvirnih literature, knjige, zlatnina. Malčke. Breda že nekaj najdla. Kjer je 4? No, zdaj pa pojmo proti temu svetemu griču. Idealno vreme, obiska je pa precej na tem svetem kraju. Gremo kar peš, drugače šatle tudi na vrh tega oblega griča, Popka. Drugače pa tudi z mini avtobusi hodimo. Mi pa kot Slovenci hočemo priti le kot tista stara bitja. No, gor je pa to najdbišče na tem griču, je lepo zaščiteno. Evo ga, smo hitro prišli do njega. Počasi se sonce upira in mi se bližamo. Gremo na najdišče. Lepo vse urejeno, zaščiteno, si lahko ljudje lepo to v zaščiti ogledujejo. Gobekli Tepe, najdišče. Ta je največji krog s figurami na stebrih. Tam je tisti znani lisica, ali kaj je tle gor na tem stebru. Zelo poznani detalj. Mojstri so bili v tistih časih, tudi umetniki. Tle so pa največji stebri. Ima tudi neke stilizirane figure. Potem na nekih stebrih so luknje in ugibajo, ali je bila tle čez včasih postavljena streha, verjetno je bila. In tudi
kasnejši krogi, ki so okrog tega svetišča. No, tukaj pa streho šele delajo. Se pravi, celo arheološko najdišče bo zaščiteno. Evo, koliko krogov je tlele okoli in posameznih prostorov. Vse to je imelo neki namen in današnji človek tega ne razume in potem se teoretizira. Teorije zarote in če ne veš, kako je bilo to sklesano, če ne razumeš znanja starih Egipčanov, ki tle je bilo že nekaj podobnega prej, je vse mogoče. Veliko ljudi je tu, predvsem Turkov, ker drugače to bi se šibilo od turistov. Slovenci smo praktično edini turisti bolj oddaljenih krajev v tej državi. Tako da so nas v hotelu še poslikali in se nam posebej zahvalili, ker smo jim odprli po covidno sezono. Tle ni nobene panike glede covida, lepo to prenašajo. V tem razglednem griču verjetno ni brez razloga bilo postavljeno to neolitsko svetišče. Lepo je tukaj. Sortirna polja za nadaljne raziskovanja pod to kupolo, ki so tudi zaščitili, so pa kar najdli lepe zidove. Evo, zdaj se bojo pokazali. Evo, verjetno iz starejšega obdobja. Göbekli Tepe leži na tej anatolski planoti, grič izpostavljen, vidiš stotine kilometrov daleč. Redko poseljeno, pred 10-12 tisoč leti bila pa tle čisto drugačna klima. Čeprav tudi zdaj je malo bolj sušno, malo vseeno lepo uspevajo, marsikaj. Vode, šotori, en kup žensk, nekaj tolčejo, ja. Hodela je kosila za može. Da bi šel v kanalsko deželo. Gremo v Harat, Abrahamovo mesto in cela ta dolina je dejansko žitnica ali pa bombaž za celo Turčijo. Tukaj v Haranu so se naselili, ker so bile ugodne razmere. Po Bibliji je Haran točka, kjer se končajo Anatolske gore in se začne Mezopotamska nižina. Ko Terah umre, torej Terah, to je bil oče, Abrahamov oče, in Terah je pokopan v Haranu. Če je naravnost, imeja se Sirijo. Evo, Akčaran. Ja, okoli 20 km recimo je do meje. Do meje Sirijo, mi gremo pa Haran. 4000 let staro mesto, najstarejša univerza. Pred 50 leti je na tej delu Mezopotamske ravnice bil krš, pa so pa preusmerili reko iz Tigrisa sem in zdaj to. Renault 12. At least 40 years old, or even more. Ja. Poglejte, še eden kmečko naselje. Ja. Haran. No, to, kar pa vidite pred nami, tale hrib, to pa je citadela. In to je tisto, kar sem razlagal, je arheološki hrib. Arheološki hrib pomeni, da je bilo včasih tole hrib, je bilo ravno, potem so prvi naselbine prišli, pa so se razsule, pa druge, pa tretje. Počasi so iz ruševin naselbin je nastajal hrib. In če bi zdaj ga presekali na pol, bi dobili 4000 let zgodovine. Ena naselbina, druga, tretja, četrta, peta, bog ve, koliko jih je bilo. Okoli imamo znani hrib, to je ta, se pravi, obzidje, ja. Na levi je tržnica, na desni je obzidje.
samo nekaj malega kurdskega, naš vodnik sploh ni omenil Turkov. There is nearly nothing Turkish people, just a few. Ja, almost zero, skoraj nič pravi, ja, almost zero. Tako da se arabsko se lahko pogovarjate, tisti, ki se prej niste mogli kurdsko, turško, se tle zdaj lahko arabsko izrazite. Tako, ja, Smo v svetopisenskem Haranu, gremo gledati vodnjak Jakoba in Rahele izpred 4000 let. Tukaj živijo Breda je tukaj, pa Arabci, dejansko Sirici. And then you will serve me looking after my animals as a shepherd for 7 years. And then after 7 years, then you will get to marry Russia, and then you're going to serve me another 7 years. In potem je zvedel, da je Rahela njegova sestrična in je šel do svojega se pravi tegale strica in mu je prosil za Rahelivo roko. Če bi si še naprej, bi prišli do puščave, ampak na poti je meja, tako da čez mejo pa ga je ne bi spustili kar tako. Najprej kosilo, gastronomija piše tukaj, upam, da bo v redu, potem pa naprej na oglede. Zgleda lepo, urejeno. Zdaj smo pa v eno fino restauracijo, gastronomijo prišli v Haranu. Upam, šef je dobro kosilo zrihtal. Dobro zrihtal, dober tek Milan, dober tek Breda, dober tek kompanija. Lepe veličastne mošeje, ki je bila najlepših mošej, in potem je tudi univerza, je tudi bila tukaj. Mošeja je bila iz dveh, kot vidite, tukaj je bil zaprti del, tam je bilo dvorišče. Na dvorišče je bil eno jezerce malo, in zgoraj minaret, in zgoraj so lahko z minareta v to jezero se gledali nebesne pojave. Ja, drugače je to samo zapuščeno, zdaj da vidite. Den Device, dođi. Odi sine na Devici. Možeš da jašeš. Da si zasredi, pa če si misli, da ona rasta. Zdaj se je lepo postavila. Ja. Jaz sem mislila, da je bolesna. Si jo slikal? Ne, lepe so, velike so, dobro hranjene, ne? Da. Ne še mene tam zraven slikati. Daj. Hočeš da vaš dvoje, ajde da jašete devo. Še dobro, da niso porušili. Još dobro, da niso ovo porušili, ne? Nekdani način življenja, ker so tukaj v teh krajih bile velike vročine, 50 stopinj Celzija, so si naredili take kupole, v katere je šel potem vroč zrak, na vrhu izhajal, noter je bilo pa bolj znosno življenje. Če je bilo pa še večja vročina, so si pa pod zemljo delali. Da njihova hiša ima polno prostoru. Ya sen lazım olacak hiçbir eşyan yok, bir şeyin yok. Sadece akşamları yatmak için halala minderini alıyorsun oraya. Polno O da turistov, bulabilirsen iz tabii. enega prostora v drugi gremo. Yemek, bir de Vse ısınmak te, için yaktığınız ateş. vsak prostor ima svojo O kupolo, ateşin sayısı zračenje, evo kako se razširja tukaj. aydalandı. Tukaj je bil glavni predprostor, kuhinja mogoče. V tem posebnem prostoru so bili otroci, zibke, zakonska postelja, visoka, velika in zopet vse gor, zopet ta kupola z zračenjem na vrhu. Tukaj so zdaj vso to šaro dali, cel svet sem prihaja, tudi domačini si ogledujejo iz mest svojo preteklost, isto kot pri nas, te domačine. Ekole. In tukaj skozi vse te prostore pridemo ven.
Tle je bil sprejemnica. V kuhinji nisem bil. Kuhinja treba obvezno pogledati, ja. Ekola, Breda me je poslala v kuhinjo. Vrči, v katerih so shranjevali olje in razne tekočine. In to tipično ognjišče na tleh. Posode, zapet posode. Dim je šel sicer nekaj skozi dimnik, nekaj se pa tudi tle bila črna kuhinja. Kaj pa v tem prostoru? Nekaj bolj masivnega. Zopet, da pokažem tako gor, in s takimi nakloni narejeno. In topel zrak, kakor vemo, gre gor. Tle so obleke, kakšne lepe obleke ima tukaj, super. Evo, in gremo ven na žgoče haransko sonce. Tudi tukaj zunaj ima teh polno stvari. Evo, te prostore sem prehodil. Si me slikala? Ja, sem te. Koliko sem zboljela. Ja. Ker me jaz imam na nuli že. Koga? Da kaj sploh slika, če sploh slika, ne vem. Je se lahko pogledali pa bife oziroma trgovinca v bližini. V bistvu vhod na eno domačijo, samčato, ker je vse povezano. Desno sanitarije, predprostori, nekje na sredini kuhinja. Evo, zdaj so skoraj sami domačini tukaj, spalnice, nekaj svetlop je noter. Vas pred Haranom, naselje, živijo še klasično, tukaj je že Čitadela. Ja, vidiš, ovce grejo s paše, ostanki starega haranskega obzidja. Nekaj obnavljajo. Slovo ob tega mesta. Sonce že bolj nizko, obzidje je bolj izrazito. To je eno daljših obzidij. Ta Haran je bilo pomembno mesto včasih. Svetopisansko. To smo zdaj ga vse prevrteli. Tudi vodni kanal na okolju obrambni. Super. Ali Urfa, ali Urfa na kratko. Ali Edesa. Postavim. Urfa je rojstno mesto preroka Joba. Job. Ja, je se rodil, živel v Urfi. On je bil zelo bogat mož, veleposestnik, živinorejec in hkrati zelo veren. Zato ga je Satan preziral in se odločil, da preizkusi njegovo vero. Poznamo tako imenovane Jobove muke. Najprej mu Satan vzame vso posest, potem mu vzame vse otroke, nato ga udari s hudo boleznijo. Job je potrpežljiv in kljub vsem tem udarcem ostane veren in Bogu vdan. Bog ponaroči, da udari z nogo po tleh in ven iz te vode bruhne voda. Job se v njej okopa in ozdravi svoje telesne rane. Jo pije in prežene žalost. Tako je Bog, v bistvu Job s svojo potrpežljivostjo, vdanostjo in vero v Boga tudi v najhujših, takrat, ko mu je Satan vzel praktično popolnoma vse, kar je imel, družino, žene, otroke, posest, premoženje in potem na koncu še lastno zdravje. In ko je to vse skupaj, vse te skušnjave zdržal z vero v Boga, ne da bi podvomil vame in tako dalje, seveda ga je Bog odrešil tega in potem mu Bog poplača dvakrat toliko, kot je imel prej. Romarsko središče smo rekli, kamor da bi šel vsak Turek do doma. V Urfi je Abrahamova rojstna jama in Jobova krstni kraj. Iz vsega muslimanskega sveta.
Grki, Rimljani, ja, Aleksander Velik je tudi šel po tej in tudi poti. mesto, ja, tudi osvojil mesto, tako podobno kot smo govorili za Haran. V 3. stoletju pride krščanstvo in se tukaj uveljavi najprej še kot prepovedana vera, potem pa tukaj pride zelo močno, se pravi, krščanska skupnost. In 638, se pravi, pa se tudi Šali Urfa zavzamejo muslimani. Ja. Naš hotel, lepa stvar, zraven tega velikega. To naš današnji hotel danes. Zdaj gremo pa Šanli Urfine, svetovno znane krape pogledati. Stvar je pa v tem, da Abraham in Nimrod sta si bila v navzkrižju. Nimrod je bil takratni kralj, oziroma kralj gor odstavili. In je Abrahama pozval, da naj neha s tem širjenjem svojega prepričanja in vere. In ker Abraham ni hotel tega narediti, ga je Nimrod obsodil na smrt, in sicer tako, in to govori legenda, da naj bi na dva stebra tam zgore kot ene vrste, kako reče, frača, ne? Lep dvored, nas vodi ke gor. A tam lahko splezamo na tisto obzidje. To obzidje okrog mesta, Čitadela. Na področje jame, v kateri je rojen po izročilu, ne, Abraham. Danes je petek, muslimani imajo več prostega v ta dan, zato je taka gužva. Kako ti je všeč tle? Prekrasno, ne? Umirjajoče, praznično. Ja. Kljub temu, da se izteka, to potovanje je zelo prijetno, umirjeno. Ja, in Breda ima novo torbico, to tudi nekaj tako. Ženski vhod je tukaj, moški vhod je tam zraven, podobno kot za mošeja, verjate si mnoge, mnoge da samo javno. Tukaj naj bi bila, to je za muslimane, Ne, voda je vse tleno. To je Abrahamova jama, v kateri se je rodil, polna vode. Tle je lepa restauracija, v senci je lepo poleti, ne? Ja, in hladno, fino. Ja, in je cel tiči stan, čiv, in tle se pne to veličastno obzidje nad Šanli Urfo. Ja, Turške zastave so vse posod. lepo. In kaj pravi Breda spet? Navdušujoče. Navdušujoče. Evo, Enkratno. da je vidimo še od zadaj, a se vrti. Enkratno je lepo. Ja, Ja. bomo šla še kdaj na potovanje? Ja, pa kam drgam, ne? Lej, čisto zraven sirijske meje smo bili. Ja, čisto. Pa iranske, pa Čisto azerbajdžanske. blizu puščave. No, a je bilo kakšen problem? Noben? No, vidiš. Na Šanli Ursko trdnjavo zahaja sonce. Evo, poslednji žarki sonca. Midva sta tukaj na razgledni točki in gledava, tako kot drugi gledajo. Mesto se bo potopilo v mrak, lučke se bojo požgale, kar ohladilo se je. Malo piha, ja, skoraj neprijetno hladno. Ogromno mesto, čez 800 tisoč prebivalcev. Mesto Urfa se razsvetljuje, po tej cesti smo navzdol prišli. Evo, zdaj bo vse v lučkah in snemam to ob večerni molitvi, ob zahodu sonca.
Živ žal je velik, družinice se sprehajajo z otroci, evo. Ja, živijo. Ne rabim, hvala. 1 lira mais. 1 lira mais. Nad mestom se noči, vse je živo, dela, vse je odprto, krožišča urejajo, steze urejajo, mesto picanijo, psi se okoli potepajo, mi gremo proti našemu hotelu. Evo, kdo je tle, moja ljuba? Verjeli ali ne, tu je naša rezidenca. Za današnji dan v Šali Urfi. Predzadnja nočitev na Oskarjevem potovanju. Pravi graščaki bomo. Evo, zdaj bom dokazal v tej graščini, v tej posebni graščini, me moja ljuba pele v najino sobo. 201. No, da vidimo. Zadaj je grajsko pobočje razsvetljeno, gor sta tista 2 stebra in najini sobi je ime Rua. Rua. No, tle se še naprej nadaljuje. Tlele imava, vidi, imava celo svojo mizico. Tukaj so že neki uživači tlele. Vidiš, lej? Se je skladila kaj sobica?